Jo, lep pozdrav, moje ime je Aleš Novak in tole je Moj life. Moj life je ena rubrika oziroma video prispevek, ki ga delam za revijo Moje finance. Oni so rekli, ti narediš video, mi ti damo neki financ. To bi še pa kar šlo. In zdaj v prvem videu delam test, kako najhitreje in najceneje po Ljubljani. Vsak dan zjutro sem šel v pisarno okrog 8. za cel teden z različnim prevoznim sredstvom. Enkrat sem šel z busom, drugič sem šel z avtom, tretjič s biciklom, četrtič sem uporabil ta car sharing, so uporaba električnih vozil, se poznate, ne? In pa na koncu še z težkim motorjem. Drugače pa gremo kar s prvim in sicer s trolo. Moja pot vsako jutro me vodi od Mosteca, Koseški bajer, tam stanujem, in pa do Kolinske ulice. Tu imamo pa pisarno. Čas sem meril od vrat do vrat, od stanovanja do busa moraš iti peš, ne, peš, ni druge. Pol moraš par minut počakati, da bus pride, bus pelje mimo živalskega vrta, mimo Cankarjevega doma do centra, tam moram pa prestopati na bus za BTC, to je spet par postaj, potem še imam pa slabih 5 minut hoje do pisarne. Celotno pot sem meril pa v 3 kategorijah, in sicer začetna investicija, potem strošek poti in na koncu še cajt, koliko mi je to vzelo. In pri troli so rezultati sledeči. Začetna investicija je 0, potem strošek poti je 2,40 € v mojem primeru, ker nimam urbane in sem plačal s telefonom. Cajt, ko sem ga pa rabil, da sem prišel od Mosteca do sem, je bil pa 41 minut in 7 sekund. Ta je pa, bodimo realni, najbolj tista na komod. Lepo se sprehodiš, v mojem primeru od stanovanja v garažu, sploh mi ni treba iti ven. Začetna investicija je lahko par jurjev, lahko je pa tudi par 100 jurjev, odvisno kjer avto kupiš, to je zelo težka, to je lahko debata. Potem so še pa tu obratovalni stroški, registracija, zavarovanje, gume, to... Moj avto je dizel in pije tam okrog 5 litrov, ampak zjutro po mestu to lahko rečemo krat 2, tako da okrog 10 litrov poraba, ampak za 5 km je to strošek poti še vedno krepko pod evro. Cajt, ko sem pa potreboval, je pa bil 19 minut in pa 8 sekund. Bicikli, oziroma kolo, da bomo vsi razumeli. Sigurno najbolj pametna izbira. Zdaj, pri meni je situacija taka, da moram še iti po njega v kolesarnico. To mi vzame par minut, zato ker je kolesarnica en štuk niže, pa moraš se še priboriti do njega, ampak to je par minut, potem pa samo pičiš. Bicikl je sigurno najbolj pametna, pa najbolj zdrava odločitev, kako se premikati po Ljubljani. A se strinjamo? Se strinjamo. Se strinjamo? Mislim, a sem sam jaz? Se strinjam, ne? Začetna investicija je nizka. Par 10 € ga dobiš že na Bolhi, par 100 € dobiš novega, lepo zapakiranega, ti povem, izpod čekiča. Strošek poti je nič, ni ga. Lahko rečemo, da strošek poti je ena frutabela. Cajt za kolo je bil pa 23 minut in 50 sekund. Glede podzemne je v Ljubljani en rahel problem, ker je ni. In bi bila potem začetna investicija tako 5 milijard evrov. Ostalih podatkov nimam, ker nisem mogel zmeriti. So uporaba električnih avtov, car sharing. Jaz imam eno postajo s temi avti, zelo blizu, celo bliže kot avtobusno postajo. Greš tja, vzameš avto, s pomočjo aplikacije odkleneš avto, se odpelješ, parking blizu Kolinske, zato namenjen, je pa tak enih 700 metrov stran, zato še imam potem, sem imel še tu kar neki peš poti. Začetna investicija je 30 €, zato ker moraš iti na en začetni tečaj, da ti malo razložijo, kako se ravna s temi avti. Potem pa pač koliko zapraviš, prek kreditne kartice plačaš, to je to. Računa se na minuto in na kilometr, koliko pač avto rabiš, ampak je pa nek minimum. V mojem primeru je bil 4 €, čas, ki sem ga pa potreboval, je bil pa 31 minut in 15 sekund. Še vedno hitreje kot trola. Jaz osebno ga nimam in sem si ga sposodil od brata in moram reči, da to pa je zabaven način za premikanje po Ljubljani. Parkiran ga sem imel v garaži, hitro prideš do njega, kolonom se lahko izogneš,
zato ker se peleš mimo. Začetna investicija je kar visoka, zato ker je tam okrog 500 evrov, pa tam do par 10 jurjev. Strošek poti je zelo primerljiv z avtom, poraba zelo podobna. Cajt, ki sem ga potreboval za pot, je bil pa 13 minut in 15 sekund. Najhitreje. Temu cajtu bi lahko dodal še kako minutko, zato ker se moraš opremo gor dati, pa tudi cesta je bila takrat nenormalno prazna. Ok, rečemo 15 minut, ampak še vedno daleč najhitreje. Najhitreje se po Ljubljani premikaš z motorjem, najceneje pa s kolesom. To je to. Se vidimo naslednjič. Čau.